Tlele pri nas v Celju imam zdaj čas delati druge stvari, med drugim sem se odločil, da vam tudi tale video posnamem na hitro. In sicer v tem videu bi vam rad povedal, kaj so telesni procesi Access Consciousnessa, kaj to sploh pomeni telesni proces in kako vam lahko pomagajo, da na eni strani odklenete svoje omejitve, podzavestne omejitve, energijske omejitve, nekaj, kar želite spremeniti v vašem življenju, pa ne morete spremeniti, ne glede na to, koliko se zavestno trudite, ne glede na to, koliko tečajev date čez, ne glede na to, koliko knjig preberete, ampak še vedno ne morete spremeniti. Zato, ker je to nekje v vas zaklenjeno, nekje iz preteklosti, nekje iz prejšnjih življenj, nekje iz nekega čustvenega dogodka v otroštvu, ki ste ga potlačili in nekako spravili v podzavest in do njega nimate zavestnega dostopa. To se pravi, kako s telesnimi procesi odklenemo omejitve. Na drugi strani, kako, ko mi odpravimo te omejitve, se odpremo radosti, se odpremo veselju, se odpremo lahkotnosti. Ker to je naše primarno stanje bivanja. Je radost, lahkotnost, veselje. To, kar smo imeli, ko smo bili stari, ne vem, 3, 4 ali pa 5 let, preden smo nekako vstopili v ta sistem in nekako se začeli učiti, jaz bom kar rekel, neumnosti te realnosti in smo odrezali to svoje vedenje, ki smo ga vedno imeli, kako dostopati do te radosti. Vedeli smo, ne vem, koliko smo lačni, koliko želimo pojesti, koliko se moramo ugibati. Vse to smo vedeli, ker smo sedeli svojemu lastnemu telesu in bili v stiku z, bomo rekli, energijo, z nekim drugim delom nas, ki ni samo to telo, ki je veliko širši od nas. Ker mi, kaj smo mi? Mi smo neskončno bitje, ki je prisotno vse posod hkrati. To dokazuje kvantna fizika, to dokazujejo zdaj že veliko, v bistvu raziskav na to namiguje, ne? Ampak se nikoli ne bomo mogli tega dokazati pa tega pogruntati, zato ker to ni na miselnem nivoju, to ni na nivoju telesa, ampak je veliko širše od tega. Mi pa z znanstvenimi metodami želimo pogruntati vse, kar je na nivoju materije, ne? Ampak to je samo 4% v vesolju, to fiziki vejo že dolg časa, ne? Da je samo 4%. Vse energije v vesolju je fizične, vse ostalo je druga energija, ki dejansko ne samo, da ni fizična, ni atomska energija, niso to atomi, niso to molekule, ampak je neka druga energija. Razumete? In tega je 96%. In do te energije lahko mi dostopamo preko telesnih procesov. In kot smo rekli, kaj so telesni procesi, to bom še povedal, ampak kaj lahko z njimi naredimo? Odklenemo omejitve, ki so energijske, ki so v koreninah noter, do katere mi nimamo dostopa, ki so skrite pod zemljo v narekovajih. In kako do njih dostopati, tako da dostopamo do tega energijskega prostora. In ko te energije spremenimo, ko te korenine spremenimo, ko spremenimo energijo, se spremeni celotno naše življenje. Okay. Spremeni se naše telo, če je to potrebno, če si to zbiramo, fizične težave na telesu, spremeni se naše dojemanje sveta, spremeni se to, da nismo več v drami in travmi te realnosti, ne? Da nismo odvisni od sufferinga, da nismo odvisni od trpljenja in da lahko stopimo korak naprej, da se zavemo, da dobimo dostop do zavedanja, da dobimo dostop do informacij. To delajo telesni procesi. Omogočajo nam dostop do neskončnega prostora, kar mi v resnici smo. Mi smo prostor, mi smo neskončna energija. Neskončno bitje, ki nima zunanjih robov. Okay, lep pozdrav vsem, evo tukaj mi kaže, koliko se preklapljate gor, lepo pozdravljeni vsi, ki ste že bili gor ali pa še bote. Ali pa ste zdaj. Skratka, mi nimamo nobenega zunanjega robova, čeprav se zdi, to je moje telo, to je zunanji rob mojega telesa. Ja, ampak to je samo fizična energija. Obstajajo pa še neskončno drugih energijskih teles, ki nimajo zunanjih meja. In kaj smo mi? Kaj si ti, kaj sem jaz? Neskončno bitje, neskončna energija, če si lahko to predstavljate. Niti si ne morete predstavljati, ne? Ker je neskončno. Nima zunanjih robov. In mi smo neskončni. Smo prisotni v vseh vesoljih hkrati
na vseh planetih hkrati, v vseh živih bitih hkrati in se kloniramo kot duh. Mi smo duh, ki je prisoten v neskončnih oblikah in se hkrati obstajamo v različnih oblikah. To se pravi, to, kar sem jaz v resnici, sem jaz in sem vi. In vi ste in vi in sem jaz. Samo zdi se, da obstaja med nami razlika. Ampak v resnici smo vsi neskončno bitje, ki obstaja v vseh časih in prostorih hkrati. In nikoli ni bilo rojeno in nikoli ne umre. Okay, o tem pišejo vsi. To ni zdaj nič novega, kar sem vam povedal. O tem pišejo vsi, ne vem, o tem pišejo vsi spisi verski. Tudi recimo iz Indije in tako, ne. Pišejo o tem, ne, da je v bistvu je neskončno, krožna vzročnost je, ni začetka pa ni konca, pa ni bilo nikoli začetka, pa ne bo nikoli konca, v bistvu je tako, ne. In telesni procesi, kaj delajo telesni procesi Access Consciousnessa? Nas odklepajo, da lahko dostopamo do tega neskončnega prostora, da postanemo neskončni, da postanemo neomejeni. In vsakič, ko prejmemo telesni proces, odklepamo kapacitete telesa, odklepamo kapacitete nas kot bitja, odklepamo kapacitete nas kot neskončnega bitja, kot neskončne energije in se razširimo. Nismo več tako, bomo rekli, nismo več taka kontrakcija samo v telesu, ampak se razširimo in postajamo vedno bolj lahkotni, vedno bolj radnosti in vedno bolj veseli. Čisto enostavno. In to je naše osnovno stanje. In telesni procesi, in v Accessu jih je preko 60 telesnih procesov, se izvajajo na telesu. Okay. Delamo v parih, na delavnici delamo v parih in izvajamo jih na telesu. In odklepamo omejitve. Tiste, ki zanima, da bi se naučil telesnega procesa, da bi ga izkusil, da bi začel odklepati svoje omejitve, imam to nedeljo delavnico Accessovega procesa biomimetrična mimikrija. In kaj ta proces odklepa? Ta proces odklepa, da nehamo posnemati druge. Da nehamo posnemati naše starše, omejitve naših staršev, da nehamo posnemati omejitve celotne Slovenije, da nehamo posnemati omejitve celotne te realnosti in celotnega sveta. Da nehamo posnemati omejitve, ki smo se jih naučili kot otroci. In da se odklepamo temu, kar smo mi. In nehamo kopirati druge. To nam naredi, te energije aktivira ta telesni proces. Biomimetrična mimikrija oziroma in biomimetična mimikrija. Zdaj, kaj to pomeni, to ni zdaj v tem trenutku pomembno, važno, da vi veste, kaj ta proces naredi, kaj je rezultat tega procesa. Vse to, kaj to pomeni, bom itak razložil na delavnici v nedeljo v Ljubljani. Koga zanima, bom imel link nekje v opisu in se lahko nam v Ljubljani pridruži. Cena je zelo dostopna, traja 3 ure zvečer od 8 do 21. In ta telesni proces nam omogoča, kot sem rekel, da nehamo kopirati druge, biomimetrično in biomimetično nehamo prevzemati omejitve in sodbe in programe drugih. Okay, tako kot smo delali celo življenje, to prenehamo delati, ta telesni proces, ki se izvaja z rokami na telesu, delamo v parih, nam zažene te energije, da se lahko tega kopiranja drugih osvobodimo, ker mi skozi nezavedno ali pa zavedno druge kopiramo. Ne? Kot pravijo, ja, si rezultat 5 ljudi, s katerimi se najbolj družiš, ker jih avtomatsko kopiraš. Ampak mi ne rabimo kopirati druge. Čas je, da izberemo sebe, da začnemo poslušati sebe in da izhajamo iz sebe. Kako pa izhajamo iz sebe? Da sledimo lastni lahkotnosti. Kaj mi je v tem trenutku lahkotno? Kaj mi je zabavno početi? To je nekaterim tako tuje,
Tudi meni je bilo to tuje. Kaj je meni zdaj zabavno početi, pa kaj si jaz želim, pa kaj je moja realnost. Ne, če si bil celo življenje navajen drugim ugajati, pa delati tisto, kar je prav, ne vem, ali v družbi, ali v družini, si prevzemal neko vlogo, niti ne pride sploh včasih do tega koncepta, kaj si pa jaz želim, kaj je pa meni zabavno, kaj bi pa jaz rad danes počel. In ta telesni proces biomimetične mimikrije in nasplošno vsi telesni procesi nam odklepajo različne omejitve. Ta proces biomimetične mimikrije, ki bo v nedeljo, nam pa odpira to specifično omejitev oziroma ta specifičen program kopiranja drugih. Biomimetično in biomimetrično kopiramo druge. In nam odstrani vse te načine, kjer se omejujemo zaradi drugih, zato da lahko končno dostopamo do svojega bistva in izberemo zase. Izberemo to, kar za nas deluje, izberemo to, kar je nam zabavno početi, kar je nam radostno početi, kar je nam lahkotno početi. In kaj pomeni lahkotno? Lahkotno pomeni, da smo razširjeni. Zdaj ne moram to druge roke, lahko sem to uporabim. Da smo tako, razširjeni. Da smo lahkotni, da nismo taka kontrakcija takole noter v telesu, da smo celi zategnjeni, ampak da smo open, da smo tisto, fuck. Jaz pravim, tako ko greste ob 4 zjutraj na morje, koliko je fajn, ko greste ob 4 zjutraj na morje, magar spite 1 uro ali pa 2 ure, nisem vam problem zjutraj v 5 zbuditi, hopa, gremo na morje, spakiramo, pičimo, nima veze, no. Evo, taka energija bi mogli vsi biti celotno življenje. Pač kdor si izbira, ne bi mogli biti, pač kdor si izbira, ne. In če pogledate otroke, ne vem, 4-5 let stare, oni so taka energija, gremo početi, evo, elektrika je prišla, evo, glih, super, video sem posnel, oziroma video sem začel snemati, evo, smo že skreljali tako elektriko nazaj, super. No, in ta energija radosti, ta energija lahkotnosti, to je ta energija, ki smo mi. In ko se mi razširimo, ko se odpremo z telesnim procesom, se nam začne to odklepati, okej? In to je v bistvu darilo temu svetu, so ti telesni procesi access consciousnessa in v bistvu jaz vidim na delavnicah, kaki ljudje pridejo pa kaki ljudje odidejo. V bistvu totalna razlika prej pa potem. Zdaj sem imel delavnico na Vranskem in mislim, ljudje so šli ven prerojeni in meni je bilo tako veselje. Ja, to si želim početi v življenju in v bistvu vesolje me podpira, ljudje so zadovoljni, jaz zraven uživam, mislim, kako je lahko še boljše kot to. In to v bistvu te telesni procesi odklepajo in odstranjajo omejitve, ampak na katerem nivoju, ne samo na telesnem nivoju, na vseh ostalih energijskih nivojih, ker večina omejitev se skriva v subtilnih telesih, v energijskih telesih, v tistih telesih, ki jih niti ne moramo videti. Ne v našem fizičnem telesu, večina jih je v subtilnih telesih. In večina teh omejitev mi sploh zavestno ne vemo, da jih imamo. Okay? Sploh ne vemo, da imamo to omejitev, ampak sam vemo, da se ne moramo v življenju premakniti naprej. In tudi te omejitve, ki ne samo, da so v podzavesti, ki presegajo podzavest, ti telesni procesi odklepajo. Odklepajo te energijske vozle in ko se ti energijski vozli začnejo razvozlavati, se spremeni celotno naše življenje. Tako naše telo, kot naše celotno življenje postaje bolj lahkotno, postaje bolj radostno. Evo, tako. Hvala vsem vam, ki ste se pridružili, tukaj mi kaže, hvala vsem vam, ki ste se pridružili, vsem vam, ki ste bili z nami, vsem vam, ki boste še gledali ta video. Upam, da vam je bil doprinos in da sem vas malo motiviral, kaj vse je možno. Kaj vse je še mogoče v našem življenju. Kako lahko v našem življenju ustvarimo radost, ustvarimo veselje, ustvarimo lahkotnost, tako lahkotnost, ko imajo njem 5-letni otroci. Kako smo lahko vsi s tako energijo? Ampak fora je v energiji, ne? Se ne, da se bomo obnašali, pa bomo skakali tam, pa razmetavali stvari, ampak da smo taka energija, energija radovednosti, energija lahkotnosti.
da sledimo sebi, ne tismo, kar je prav, pa kar moramo, pa kar se spodobi, ampak ne, da sledimo tej lastni lahkotnosti, temu notranjemu občutku, ki ga imamo vedno s sabo. Okay. Vse to, kar sem vam danes povedal, vi vse že veste in to imate vedno s sabo. Samo odkriti moramo ponovno to. Okay. In na delavnicah telesnega procesa odklepamo te stvari in jih v bistvu odkrivamo to, kar vi že veste. In to je to. Jaz mislim, da sem povedal vse za danes in hvala vam, upam, da vam je bilo doprinos in vabljeni na kakšno mojo delavnico, link imate od spodaj, da skupaj začnemo odklepati omejitve in se odpirati radosti in lahkotnosti neskončnim možnostim. Kakšne neskončne možnosti lahko odklenemo v našem življenju? Kakšne so neskončne možnosti za vaše življenje? In vse, kar vam onemogoča, da bi to prejeli z neskončno lahkotnostjo, z neskončno radostjo, naj se uniči in odkrira. Kakšne so neskončne možnosti za vaše življenje, za moje življenje in za celoten svet? Kaj bi bilo potrebno, da je vsak dan vaš lahkoten, da je vsak dan vaš radosten, da se zbudite in ste navdušeni od življenja? Kaj bomo pa danes počeli? Kaj bi bilo potrebno, da je tako? Kaj bi bilo potrebno, da je celoten svet tak? In kaj bi bilo potrebno, da to dosežemo s popolno lahkotnostjo? Kaj bi bilo potrebno, da imamo lahkotnost v vseh naših odnosih? Kaj bi bilo potrebno, da imamo lahkotnost z denarjem? Kaj bi bilo potrebno, da imamo lahkotnost z našim telesom? In kakšne so neskončne možnosti za današnji dan in za celotno prihodnost? In vse, kar nam to onemogoča, naj se uniči in odkrira krat neskončno. In kaj lahko spremenimo skupaj? Kakšna sprememba smo lahko za cel svet? Kaj lahko odklenemo? Kako se lahko odpremo neskončni radosti in lahkotnosti? In kaj bi bilo potrebno, da se odpremo prejemanju tega in to prejmemo z neskončno lahkotnostjo, radostjo in veličastnostjo. Evo, to je to. To je to, kar sem vam želel povedati. Hvala vam in upam, da se kmalu vidimo, spet ponovno ali prek spleta ali živo na kakšni delavnici. Lep pozdrav iz Celja in želim vam en čudovit sončen dan. Čau!